Zdaj pa to vrečo vseh pisem iz poštnih nabiralnikov stresemo na tole zbiralno mizo. Tam je takrat pomagala, da ne pisma padala po tleh. Takole kar malo primimo, da se ne bo streslo po tleh. Tako. Zdaj pa moramo pošiljke razvrstiti po vrsti. Pisma za Slovenijo, pisma za mednarodni promet, za tujino. Zakaj pa je to treba sploh razvrščati? Ta pisma je treba razvrstiti in pripraviti za strojno žigosanje pošiljk, zato da dobi vsaka znamka svoj žig. Poštarji rečemo temu fazo sprejema, to pomeni, da se pošiljke sprejmejo. Kam pa grejo take velike? Take večje, dajte pa kar na poseben kup, te bomo pa ročno žigosali. Tu pa pač ne gre v strojno žigosanje, ker naprava samo take standardna pisma lahko žigosati. Ker super vama gre. Kolikrat na dan pa to delajo? Ja, to se dogaja pa zvečer, od 20. ure dalje pa tja do 23. ko poberemo vse pošiljke iz nabiralnikov v mestu Ljubljana. Potem pa to vse požigosamo in usmerimo in naslednji dan jih tudi naslovniki že dobijo. Kam pa grejo pa vse te stvari, pisma? Ja, ko jih zberemo, takele primerne svežne, take kupčke, pa jih damo kar v tole pismarnico tukajle, noter. Pa bomo kar jih odnesli v prostor za žigosanje. Znamke morajo biti vse požigosane, pa lahko kar vsaka ena vzame. Ti kar vzemi te za ročno žigosanje, ti pa te za strojno žigosanje, pa lahko kar gremo v prostor. No, tukaj je pa žigosalnica, vse je prispele pošiljke, pobrane iz nabiralnika, se na tem stroju strojno žigosajo, pa mi kar prosim podaj en sveženček, pa bomo kar noter dala. Naj kar stopite zraven, pa jih takole obrnejo, da znamke vedo. Zakaj pa je sploh treba žigosati? Ja, znamke je potrebno žigosati zato, da dobijo datum oddaje. Hkrati pa to tudi pomeni, da je bilo plačilo sprejeto za pisma in da je bila tudi sklenjena pogodba s pošiljateljem. Takole bomo pritrdili. Pa lahko kar pržgeš, pa bomo zdaj pogledali, kako je začel govoriti. Zdaj pa lahko pogledamo rezultat in vidimo, kako sva lepe žige vtisnili. Super. Takih pisem sploh ne moramo dati v strojno žigosanje, ker so prevelika. Lahko je noter vložen tudi kakšen predmet in potem taka pisma s predmetom ne moramo vložiti v strojni žigosanje, ker se lahko poškodujejo. Imamo pa dve vrste žiga, tale bo verjetno najbolj pripravljena za vaju. Kar prosto, to se takole čez prostor za znamko požigosa. Kar prosim, takole potegne čez. Tako, super. Pa jo damo na to stran. Boš še ti probala, kar tle pa fajn pritisnem, pa poriš naprej. Lahko pa še tudi s tem žigom, ta je pa takole. Tako. In so pripravljene za usmerjanje. Zdaj, ko sta tako lepo požigosale pošiljke, bomo pa še usmerjali. To pomeni, da jih bomo razvrstili po poštnih številkah oziroma po naslovnih poštah, tako da jih naslovniki lahko dobijo. Zdaj vidite, tole je ena omara usmerjevalna, to je eno delovno mesto, tukaj gor pišejo vse poštne številke in sicer gre tako, če gledamo recimo za Celje, je Celje 3000, za vse pošte, ki so pa tudi zaposlovljene v to Celje, piše pa od 3200 do 3500 in jih je treba usmerjati po poštni številki, pa se kar useta, lepo vsaka na svoj stol. Zakaj pa je to sploh treba tako razvrščati? Ja, zdaj te pošiljke, ta pisma, ki smo požigosali, so vsi za celo Slovenijo, ni nič razvrščeno po posameznih poštah. Zdaj bomo pa mi omogočili, da dejansko vsaka svoja pošta dobi pošiljke in naslovnik. Pa lahko kar primeš roke, izvoli in poštne številke beremo 1000 Ljubljana, se usmeri v predalček 1000 Ljubljana. Tako. Tukaj je Jesenice in usmeri bomo nad 4200 v Jesenice. Dol od spodaj. Tukaj, kjer pa nič ne piše, pa pogledamo Velenje, tudi tiste pošiljke, ki nimajo poštne številke, naši izkušeni zaposleni že vejo, da je to 3320 Velenje in tudi tukaj je omara, pa se kar usmeri noter. Kam pa grejo pol vse ta pisma, ki grejo iz predalčkov? Ko vsa pisma usmerimo, recimo v Portorož, jih vzamemo iz
predalčka, vložimo pošiljke v pismarnico in jih predamo na tovorno vozilo, ki jih odpelje pač v Portorož. A tu se še vedno vse dela ročno, nič več stroja? Ne, ročno usmerjamo samo še na manjšem delu, zelo veliko pošiljk usmerimo strojno, pa vam lahko kar pokažem, kakšne naprave uporabljamo, pa gremo kar pogledati. Tukaj potem bo usmerjanje potekalo, ne? Strojno.